Pesem Evrovizije vsako mesto s sabo pripelje tudi evrovizijsko dogajanje oziroma evrovizijski utrip. Poleg dvorane, ki gosti letošnjo pesem Evrovizije Pala Olimpiko, imamo tu seveda še tradicionalno evrovizijsko vas in pa koncept Evrokluba, ki so si ga letošnji organizatorji zamislili malo drugače. Tu imamo 2 uradna Evrokluba, 3 uradne kavarne, 2 uradni evrovizijski središči, 2 uradni evrovizijski restavraciji in 1 uradno nakupovalno središče. Pa se sprehodite z nami skozi večino od njih. Izmed 2 plesnih lokacij letošnjega koncepta Evrokluba je tudi Supermarket klub, kjer se pleše in zabava na evrovizijsko glasbo do jutranjih ur. Zdaj je sicer zgodaj popoldne, zato je klub še zaprt, zvečer pa bo tukaj precej drugače in bolj živahno. Govori se, da boste na oddelku zelenjavo v tem klubu našli tudi letošnje latvijske predstavnike Citizeni. Kdo ve? V konceptu letošnjega Evrokluba so tudi 3 evrovizijske kavarne, v katerih se evrovizijski fani in seveda tudi drugi družijo in si izmenjajo mnenja. Prva oziroma ena izmed teh je tudi kavarna Bauhaus, pri njej je tudi umetnostna galerija. A gremo na kavo? Gremo! Še ena izmed uradnih evrovizijskih kavarn je One Apple, katere ime izhaja iz slogana One Apple a day keeps the doctor away. Gre za modern koncept italijanske združitve kavarne, bara in restauracije. Vsekakor pravšnje mesto, da si privoščim ta prav italijanski espresso, ki ga Italijani jemljejo zelo resno. Poleg tega pa imam tu še navaden, sveže stisnjen pomarančni sok, ki pa mu Italijani pravijo spremuta. No pa dajmo, poskusimo. Otium Pea Club je še tretja izmed uradnih evrovizijskih kavarn, ki se nahaja na strehi nakupovalnega centra Green Pea. Prijetno okolje, kjer z veseljem človek spije pijačo, v poletnih mesecih pa se lahko namoči tudi v Infinity Poolu, se sprosti v džakuziju ali gre v savno. Skratka, prijetno. Snodo je eno izmed uradnih evrovizijskih središč, ki je namenjeno seveda druženju evrovizijskih fanov in drugih oboževalcev pesmi Evrovizije. Locirano je v kompleksu OGR, ki je bivši industrijski kompleks, ki je danes namenjen predvsem inovativni umetnosti in gastronomiji. V sklopu Snoda je tudi miza za druženje, ki je posebnost, saj je dolga 25 metrov, za njo pa lahko sedi kar 90 oseb. No, jaz sem zdajle za malo manjšo mizo, a tale lavaca bo prav prijetna. Italija je uradna evrovizijska restauracija. Italija je več kot samo to. Italija je v bistvu koncept tržnice, kjer lahko kupite italijansko hrano, vse od zelenjave, vina, kruha, testenin, sirov in seveda pršuta. Vse to pa tukaj lahko tudi poskusite v restauracijah zraven.
uradno nakupovalno središče letošnje pesmi Eurovizije, Torinska tržnica. Torinska tržnica je največja tržnica v Evropi in obsega notranji in zunanji del. V notranjem delu najdete kar 26 ponudnikov hrane in se razteza na 4500 kvadratnih metrih. Na zunanjem delu tržnice pa najdete praktično vse, od sadja, zelenjave, oblačil in elektronike. Jaz pa zdaj hitim na italijansko pašto in espresso. Dvorana Pala Olimpico ali Pala Alpitur je največje pokrito športno prizorišče v Italiji. Zgrajena je bila za zimske olimpijske igre leta 2006 v Torinu, a danes je dvorana Pala Olimpico veliko več kot to. Tukaj so koncerti največjih svetovnih glasbenih zvezd, razstave, sejmi in drugi športni dogodki. Tukaj pa je letos tudi Evrovizijski tempelj pesmi Eurovizije 2022, na kateri se bo pomerilo 40 sodelujočih držav. Letošnja Evrovizijska vas oziroma Eurovision Village je locirana v parku Valentino, nedaleč stran od centra Torina. Evrovizijska vas bo odprta med 7. in 14. majem, tu pa bodo vsak dan dogodki na drugo tematiko. Organizatorji nam obljubljajo preko 200 nastopajočih in preko 40 ur koncertov. Tukaj so na otvoritveni dan bili tudi naši predstavniki LPS. To je bilo večino lokacij letošnjega evrovizijskega dogajanja oziroma koncepta Eurokluba, ki je v teoriji izgledal precej zanimiv, vendar smo na vseh teh lokacijah pogrešali tisti pravi evrovizijski duh. Ta je vel predvsem v Evrovizijski vasi, kjer je bilo skoncentrirano večino dogodkov in večino dogajanja. Kakorkoli, mi smo na vseh teh lokacijah uživali, upam, da ste ob ogledu uživali tudi vi.